Dober večer, cenjene dame in gospodje, drage Slovenke in Slovenci. Dobrodošli na Akademiji ob Slovenskem kulturnem prazniku. Slovenci smo se vedno zavedali, da lahko preživimo le ob naši močni jezikovni, krajinski, urbani in arhitekturni identiteti. Vedno smo se zavedali, kako pomembna je kultura za obstoj slovenskega naroda. Kultura je nosilka slovenske nacionalne identitete. V njej se stikajo ustvarjanje, samozavedanje, samoizražanje, kritično mišljenje in samorefleksija. Predvsem pa je to prostor vizij za prihodnost, ki na kulturo zrejo kot na nosilko ustvarjalnosti posameznika, razvoja družbe in socialne povezanosti. Z močjo kulture smo preživeli vse težke trenutke v naši zgodovini in z njeno pomočjo postali narod in država. Slovenski kulturni praznik je ravno zaradi tega tako močan del naše skupne biti. Je praznik, ki nas vedno znova opominja, da nič ni samo po sebi umevno in da si moramo za ohranitev slovenskega jezika, kulture, gospodarske in politične neodvisnosti neprestano prizadevati. Za tako mali narod, kot je naš, je umetnost še kako pomembna. Slovenski narod ni preživel zaradi naravnih danosti, vojaške moči ali ekonomske preračunljivosti, temveč zaradi besede in svojega duha. Ohranili smo svoj jezik, ohranili svojo identiteto, svoj prostor pod soncem. Dr. France Prešeren, naš največji pesnik in svetovni pesniški genij, je svojo pesniško magijo slovenskemu narodu, sicer tolikokrat ponižanemu in poteptanemu, uspel vdahniti ponos in svojim idealizmom še danes navdihuje, tudi ustvarjalce naše občine. Kultura je naš skupen načrt za življenje, brez katerega preprosto ne bi obstajali. Ta kulturni načrt naših krajev dnevno so ustvarjate številni posamezniki, ki dobro v srcu mislite, kot bi se izrazil naš veliki pesnik. V naši sredini domuje izjemno število ljudi, zaradi katerih je življenje v občini Slovenske Konjice bolj prijetno, bolj toplo in bolj srčno. Zato, ker del svojega prostega časa, talenta in znanja namenjate za skupno dobro. Temu, da se tukaj, kjer živimo, počutimo dobro, vključeno, sprejeto. Delujete v vrtcih, v šolah, v številnih kulturnih in umetniških društvih občine in vsako leto pripravite mnogo dogodkov, ki se nas tako ali drugače dotaknejo. Na teh poteh se praktično dnevno srečujemo in ponosna sem, da imam skupaj s sodelavci in o podpori občine Slovenske Konjice ta privilegij, da lahko skupaj ustvarjamo in krojimo kulturno podobo naše občine. Hvala slavnostni govornici, ki jo prosim, da ostane z mano na odru. Na oder pa vabim Miran Korinška, župana občine Slovenske Konjice, da skupaj podelita priznanja ob Slovenskem kulturnem prazniku za uspehe dosežene na področju kulturne dejavnosti za leto 2017. Za svoje dosežke na literarnem in likovnem področju prejme priznanje ob Slovenskem kulturnem prazniku za leto 2017 Aleš Jelenko. Najprej seveda najlepša hvala županu gospodu Miranu Korinšku in direktorici Splošne knjižnice Slovenske Konjice gospe Renati Klančnik za podelitev priznanja. Prav tako se zahvaljujem gospe Gredi Slapnik iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki je vložila predlog za podelitev tega priznanja.
Priznanja, za katerega sem seveda vesel, da sem ga prejel, vse to pomeni, da je bilo moje ustvarjanje, predvsem na literarnem področju, opaženo in sprejeto kot dobro in kvalitetno. Hkrati pa mi seveda daje nek zanos, da počnem še naprej to, zakaj menim, da ni samo neka moja notranja nuja, ampak tudi družbena odgovornost. Kultura, moramo priznati, je v zadnjih letih porinjena, potisnjena na družbeni rob. Pogosto prezrta, preslišana in skrita. Namesto vrednot, kreativnosti, ustvarjalnosti in lepote so na dan prišle nekatere druge, kot so egoizem, hlastanje po dobičku in neko nenasitno potrošništvo. A vendar naš narod je zrasel na kulturi. In tukaj je potrebno omeniti, da dobra umetnost je vedno malce vizionarska. Zakaj? Zato, ker dobra umetnost je tista, ki ne prikazuje le ali pa kopira družbeno sedanjost, ampak tudi poskusi kreirati prihodnost. In nekoč sem v eni pesmi zapisal en vers, poezija je smrček na pasjem gobcu. In mislim, da to lepo zaokroži moje misli ob prejemu priznanja. Najlepša hvala. Za svoje dolgoletno pevsko udejstvovanje in neutrudno delo na organizacijskem področju prejme priznanje v Slovenskem kulturnem prazniku za leto 2017 Anton Oler starejši. Dober večer vsem. Res lepa hvala gospodu županu in gospe Renati za podelitev tega priznanja. Zelo sem vesel, da sem prejel to res čudovito priznanje, saj to mi je velik ponos in priznanje za nadaljnje delo in tudi priznanje, da za moje delo dolgo let v kulturi, to je petju, od ansamblov pa do pevskih zborov. Rad pojem, še ne se bom zapel s mojim prijatelji, člani Sesteta Linde, eno pesem. Hvala lepa. Življenje je veselje, ki spremlja nas vse dni, kot pesem lepe želje in kar srce želi. Odviraš ali počivaš, ko ljubiš, ljubljen si, življenja slast uživaš, zato zapoješ si. Zato, ker sem pel, sem lažje živil, ob sebi imel vse, kar sem želil, zato še bom pel, in pitje slavil,
zavriskal vesel, vse dokler bom živ. Moje zlobne misli, slovenski rek je znan, zato ni pevca godca, ki petju ni predan. Naj dela ali počiva, ko poje ljubljenje, življenja strast uživa in pesmi nam pove. Za dolgoletno kulturno delovanje, kvalitetno izvedbo, sodoben pristop k kulturnim dnevom ter širjenje raznolikega kulturnega utripa med mladimi prejme priznanje ob Slovenskem kulturnem prazniku Klub študentov Dravinjske doline. Najprej bi se seveda zahvalil gospodu županu Mirjanu Dolinšku ter direktorici Splošne knjižnice Konjica Renate. Veseli me, da ste prepoznali trud Kluba študentov Dravinjske doline. Ob tej priložnosti bi seveda izpostavil delo, trud, trd vnemo vseh preteklih predsednikov, aktivistov, članov Kluba študentov, ki so pripomogli do razvoja kulturnih dnevov, ki so se seveda sedaj tudi prelevili v kulturni. Veseli me, da lahko predstavljamo študente v občini Slovenske Konjice, ter se tako trudimo približati kulturo v bistvu populaciji, kjer kultura v zadnjih letih neprestano v bistvu izginja. V ta namen tudi za proslavitev našega največjega pesnika izdajamo pesniško zbirko, ki bo išla 17.2. Zato tudi vas vse lepo vabim na njeno predstavitev. Predvsem bi se rad zahvalil vsem v moji ekipi ter predvsem preteklim predsednikom, ki so tako omogočili, da imamo ta festival, kot ga imamo. Hvala lepa. Vas po nadaljevanju večera prepuščam lokalnim kulturnim ustvarjalcem, plesalcem in baletnikom iz Glasbene šole Slovenske Konjice ter v bonku iz baletne predstave Hrestač.